Današnja stavka javnih uslužbencev, ki se je začela danes zjutraj ob 6, kaj pomeni to za mestno občino Maribor in pa za vaše delavce? Najprej moram popraviti upravna enota Maribor, kar je drugače kot mestna občina, tako da nismo samo v isti stavbi. Glede same stavke pa lahko povem, da je izvršni odbor sindikalne organizacije upravne enote Maribor včeraj sprejel sklep, da stavko sicer podpirajo, ampak v sami izvedbi ne bodo sodelovali. To pomeni, da v upravni enoti poteka delovni proces nemoteno. Stavka javnih uslužbencev je v polnem razmahu. Kaj to pomeni za šole? Ja, pomeni, da je šola zaprta, da staršem smo dali tudi navodila, mislim, nismo dali navodila, ampak povedali, da mi smo se dogovorili, če bi kateri otrok bil pred šolo, da bi ga tudi v šolo sprejeli. Trenutno ni prišel noben otrok, ta stavka ni uperjena proti staršem in otrokom, ampak proti vladnim ukrepom. So bili učenci veseli, ko so izvedeli, da danes ni pouka? Eni ja, drugi ne. Tako da, ta mali sploh ne. Ta mali radi hodijo v šolo. Kaj pa pričakujete danes od te stavke? Vlado bi radi opozorili, da so ti ukrepi grozni, da upam, da bojo omilili. Vsi vemo, da je nekaj potrebno, ampak ne režejo ravno pri javnih uslužbencih, zato ker smo tudi mi potrebni državi. Lahko omenite mogoče tiste najbolj pereče, ki vas bodejo v oči? Ja, najbolj nas bode v oči, da razgrajujejo socialno državo, da želimo ohraniti standarde in normative v šolah in v vrtcih in pa, da ne znižujejo plač, ki so že tako ali tako male. Stavki javnih uslužbencev se je pridružil tudi zdravstveni sektor. Kaj pomeni to za ljudi, ki prihajajo po zdravstvene usluge danes? Za ljudi, ki prihajajo po zdravstvene usluge v naš zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, to pomeni, da jim zagotavljamo vso nujno medicinsko pomoč, vso tisto nujno zdravljenje, torej to pomeni, da imajo zagotovljeno vso tisto najosnovnejšo pomoč, tudi seveda ostale oblike zdravljenja. Seveda se pridružujemo stavki, dajemo vso podporo, zavedamo se dejstva, da moramo delati za ljudi in zato tudi v bistvu jim zagotavljamo vse tiste njihove pravice in seveda naše dolžnosti. Torej delo poteka, kako bo potem potekala stavka, na kakšen način? Stavka poteka ob 9 uri smo sklicali zbor delavcev, na katerem bomo predstavili naše zahteve. Torej poudariti moram, da mi ne stavkamo proti ljudem, ampak stavkamo proti ukrepom vlade, ki ne zadevajo samo tako opevanih plač v javnem sektorju, pač pa vse pravice vseh ljudi, vseh državljanov Slovenije, zlasti pa seveda tistih najrevnejših, med katere pa bomo kmalu spadali tudi mi v zdravstvu.